Hello, kako ste? Lenka tukaj. Ful sem vesela po mladem trenutku, prav. Čutite, kaj hormone pa te zadeve. Se je, tudi moja tipa ne bila bolj za ženske, ampak vseeno. Okno moram zapreti, ker se že ful ptiči derajo. Tole je bil dolg čuten monolog. Isto sem na tiše govorila, da tukaj okno odprte. No, ampak res to. Res? No, ampak res to. Ampak res no. No, ampak res to. Ampak resno, napišite mi spodaj v komentarjih, kako ste. Da vidim, če me kdo sploh posluša. To sploh ni važno. Anyways. V glavnem, za danes ste žarivali tale video. Ful sem vesela, ker je mečkam bolj vesel. Ni lih vesel, definitivno pa ni depresiven, tako da sem lahko danes normalno dobro bolj zraven. Ker tak je bil prejšen ful žalosten, se moram ful paziti, da nisem preveč vesela, ker bi bilo čist disrespectful. Yeah. Kje moj telefon? I'm addicted to my phone. Oh, found it. Ne pozabite me dodati na Instagramu. Lejlik slonček je padel čez klot. How cute. Se verjete ne vidite. V glavnem, that's me. Ja, that's actually me. That's me. Follow me. Ker tudi načeloma glasujemo na Instagramu za naslednjič, kateri video bo. Ne, da jih neskončno izbiram, ampak vedno lahko izbirate saj med dvema. A vidite to? To mi Žiga od zadaj zapel. To so v bistvu Deadly Hallows. Odločili ste se nazadnje, da želite videti video o ljudeh, ki se spominjajo svojega prejšnjega življenja, tako da gremo v video. Zdaj tako, mogoče jaz in vi, večinoma vsi, ki me gledate, živimo na zahodu. Zahod je vedno veljal za tisti bolj razvit del, pa po eni strani tudi veliko bolj normalen del, to je zelo tako, ampak vzhod je tisti, ki je Azija, Indija, v glavnem tisti del, ki je še zmer mogoče korak nazaj, pa da je s kulturo tako drugačen, da je za nas nek orient in bla 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 v glavnem. Tam je tudi več takih ver, ki dejansko verjamejo 100% v posmrtno življenje, naprimer budizem, hinduizem. Oni že stoletja verjamejo v reinkarnacijo in za njih je to normalno. In če se je to pri njih zgodilo, da je bil nek otrok, ki je se spominjal prejšnjega življenja, ni tako kot pri nas, ki bi bil nek zdravstven fenomen in bi šel k psihiatru, pri njih je to pač naš tonček se spominja, kva je bil včas, kako lepo. Ampak to se dejansko dogaja, to bi si nas skoraj v 100% primerih samo pri otrocih, pa še to tam od 2. do 4., 5. leta, ker potem se pozabijo. Vsi primeri tudi danes bojo izhajali od otrok. Ok, gremo kar na prvi primer in sicer Romy Kris, to je punčka mečkana, rodila se je leta 1977 in pri svojih 3 letih se začela spominjati svojega prejšnjega življenja. Njena oba starša sta bila katoličana, za njo je bilo seveda to popolnoma abnormalno, ko je enkrat punčka začela govoriti o tem, da se spominja tega, da je bila včasih nekdo drug in nekdorkoli drug, moški, Joe Williams. Torej punčka Romy je pripovedovala, da je odraščala takrat 140 mil približno preč od tega mesta, kjer je zdaj se rodila v Iowi. Spominjala pa se je tudi, da je imela ženo Shilo in pa 3 otroke. Torej ona naj bi bila v tem primeru Joe, mož te Shile, in ona dva naj bi umrla na ta način, da sta imela hudo prometno nesrečo z motorji. Fora je tudi v tem, da se je ona te nesreče res v detajle spominjala in jo je v detajle opisala. Še en zanimiv detajl, o katerem je pripovedovala, je bilo pa to, da so imeli enkrat doma po pomoti se je zgodil nek požar. In spominjala se je, da se je njegova, ker je bil fant, mama takrat, ko ga je gasila, si v bistvu upekla roko in poškodovala levo nogo. Tej mami je bilo ime torej Louisa Williams in je res ta deklica Romy zdaj ves čas želela iti nazaj, samo zato je rekla, da bi potolažila mamo, da bi rekla, da je vse v redu, namreč ona kot fant naj bi umrla v prometni grozni nesreči in končno prepričala svoje, da so šli res tja v to 140 mil oddaljeno mesto. Potem sta bila pa še 2 res zanimiva detajla in sicer rekla je prvo kot prvo, ne smo moji mami Louisi modre rože, ker naj bi jih imela najrajš, druga stvar pa je, da naj bi vstopila v hišo od zadaj in ne od spredaj. Ko je končno ta mama Louisa prišla ven, in tako še nič ni bilo jasen, ampak ko se je dala rože, je rekla, bila je ganjena, bila je res vesela, rekla je, takih lepih modrih rož nisem dobila že od smrti mojega sina, ki mi je nazadnje prinesel te rože, pardon. In pa tudi dejansko, ko so najprej prišli do prvih vrat, je bil tam znak, da naj ne vstopajo, da morajo vstopati zadaj. Šlo se je bil pa v tem, da je Joe, ko je bil še živ, dejansko sam pomagal pri tej hiši in je dal to pravilo, da prvih vrat ne odpirajo pozimi zaradi tega, ker preč mrazano odpride, torej tega vsega se je punčka Romy spominjala.
Skratka, da sklenemo zgodbo, karkoli je ta punčka Romi povedala, vse se je poklapalo, tista starka Luiza oziroma njegova mami to vse potrdila, je rekla, da je vse pravilno. Nikdar niso mogli popolnoma verjeti celotni zgodbi, ampak je bila pa še zmeraj neverjetna in oče te Romi dejansko rekel, ne vem, v čem je fora, ampak definitivno pa moja hčerka ne laže. Drug primer, gremo v Indijo in sicer Shanti Devi je ime te mlade gospodične, pač v njenem novem življenju, ona se je spremenila svojega prejšnjega življenja, torej zdaj je bila nastanjena v Delhi v Indiji, spominjala pa se je življenja par mil proč od tega mesta in sicer tam ne bi bila poročena, spominjala se pa tudi, da ko je bila otrok, je iz tega mesteca pri 6 letih želela celo pobegati in to je bilo potem vse potrjeno. Zanimivo je, da ko so začeli njen primer raziskovati, ker je bil precej tak javen, so tudi potrdili, ja, dejansko na glas te deklice, saj dokler je bila majhna, ker potem to pozabijo, ampak njen naglas originalno ni pripadal temu delu Indije, ampak je bil bolj, dejansko bi pripadal tistemu drugemu mesecu, odkudar je prihajala. Stvari, ki se jih je spominjala, je bilo tudi to, da je umrla 10 dni potem, ko je rodila svojega otroka. Ko so končno šli v to mesto, kamor si želela iti, da preverijo ta dejstva, kaj se dogaja, je dejansko tam našla to družino, obstajal je moški, torej njen mož bivši, ki je potrdil, da je imel ženo z imenom Shanti in da je rodila sina in da je 10 dni potem umrla. Vse se je poklapalo. Ona pa se je spominjala povsem vseh družinskih članov, ker jih je bilo, torej članov družine tega njenega moža. Je pa še zanimivo, da so ji hoteli neko finto potakati, da se bo jaz zmotila in v bistvu prvič, ko sta se videla, so ji potaknili njegovega brata, torej bratov tega njenega bivšega moža. In je ona takoj prepoznala, da to ni prav in je v bistvu prepoznala svojega pravega moža in njegovega brata. V glavnem, crazy. V glavnem, ker je meni še zanimivo pri tem primeru, da res razumete, da je to v Indiji splošno ok, pač da se reinkarniraš in da je to lahko potrjeno, je to, da je Mahatma Gandhi vzel primer in ga je na koncu potrdil, tako ček, da dejansko uradno velja, da je ona reinkarnirana, tista prejšnja ženska. Ok, zdaj ta naslednja je zanimiva zgodba, ampak brez zamere moram prebrati njegov ime, ker je ful čuden. Chanai Chumalaiwong. Chanai Chumalaiwong je bil rojen na Tajskem in je začel že pri svojih rosnih letih prepričevati starše, da je v resnici bil nekoč učitelj Bua Kai. Umrl pa na ta način, da so ga v bistvu na poti v šolo, kjer je učil, ustrelili zadaj v glavo, v glavnem bil ustreljen. Torej, ko se je pri 3 letih začel tega spominjati, je živel z babico, babica je skrbela zanj in on ni mogel njo nehati prositi, naj ga pele v to mesto, kjer je prej živel in je na vse zadnje tudi prepričal. On naj bi se imenoval Bua Kai in ko so prišli v to mesto, so pač tudi jasno spet potrdili to dejstvo, obstaja učitelj, bil je usmrčen na ta način, umorjen. To so potrdili na ta način, da v bistvu ta majhen 3-letni deček peljal svojo babico direktno do neke hiše tam in v tej hiši sta živela 2 ostarela človeka. Torej, človeka sta bila jasno njegova oče in mami in sta tudi potrdila vsa ta dejstva, torej imela sta sina Bua Kai, ki je bil učitelj in ki je bil ustreljen v glavo. On je takrat spet povedal en kup enih malenkosti in dejstev, ki so se poklapali in načeloma so mu začenjali verjeti in v bistvu so razvili zelo dober odnos v vsakem primeru in on se je še vračal tja. Naslednjič, na primer, so mu naredili neko manjšo preizkušnjo in so dali na mizo en kup enih predmetov, on pa je mogel med teh predmetov izbrati samo predmete, ki so pripadali Bua Kaju, ko je bil še živ in je dejansko naredil popolnoma pravilno selekcijo in je zbral čisto prave predmete, tako da so videli, wow, to mora biti res nekaj na tem. Potem kasneje so še vedevali tudi oziroma začel je povpraševati po svoji eni izmed hčer, ker je imel 2, potem je začel spraševati še po drugi in jih je tudi takrat imel ob sebi in spoznal in v bistvu je takrat zahteval od njiju, da ga kličeta oče, ker je ful čuden, ampak ajde. In še zadnji primer, tega puščam za na konec, ker je precej poseben, saj meni, ko je v Čipadu, ker gre za dvojčice, The Pollock Twins. To je precej znan primer, ampak jaz recimo sem zanj ga slišala prvič. Torej, zgodba se tukaj odvija v Hexhamu v Angliji in je precej... Torej, ta družina Pollock je imela 2 hčerke, ena je bila stara 6 let, druga je bila pa stara 11 let. Mislim, da sta bila Joanna and Jacqueline. Ampak 6. maja 1957 je prišlo do res grozne nesreče, namreč šli so peš v cerkev oziroma naj bi jih nek družinski prijatelj pospremil.
in se je zgodila huda prometna nesreča, oziroma, ko bi rekla, avto jih je zbil. In na tej grozni prometni nesreči, oziroma, ki jih je ta moški nečist preseben takrat zbil, sta obe umrli. Mislim, tudi ta moški, ki je bil z njima, da je celo umrl. Jasno, starša sta bila zaprepadena, nesrečna, ampak sta imela to srečo, da je v bistvu že čez eno leto sta se jima spet rodila dva otroka, in sicer leta 1958 sta se jima rodili dvojčici. Zdaj, neko čudeno prepričanje sem prebrala, no, da je mamica bila na nek način toliko žalostna ali pa preprosto nekaj čutila, ampak je rekla, da verjame, da bosta njeni dve hčerke nekako prišle nazaj na eni točki, in ko sta bile hčerke lih toliko stare, da sta lahko govorile, so se začele odvijati čudne stvari, namreč deklice sta se začele spominjati svojega prejšnjega življenja, ker naj bi bile pač njene prejšnje hčerke. Dejansko Jacqueline in Joanna, stari 11 in 6 let, naj bi to bile. Dejansko naj bi se obnašale tako, kakor da bila ena skusmečkan starejša po duši, 11-letna, da bi skrbela za tisto 6-letno. Ena je držala svinčnik lepo z dvema, tako kot se ga drži, druga s celo pestjo, čeprav sta bili isto stare kot dvojčice. Potem pa tudi, kar se tiče znamen, čeprav sta bile dvojčice, sta imela različna znamenja. Ena od dvojčic je imela identično znamenje, kot ga je imela prej njena predhodnica, pač za prejšnja hčerka, ki je umrla v nesreči. Druga je imela pa identično znamenje tam, kjer v bistvu je imela pri nesreči res hudo, grdo brazgotino. Pa sta bile te dvojčice stare nekaj mesecev, so se oni takoj že preselili v eno drugo mestece, ampak zgodilo se je to, da sta se deklici, ko sta začele govoriti, začele spominjati prejšnjega kraja. Nista nič vedela o tem, ampak sta želeli iti nazaj, in sta potem, ko so šli tja, starša sta videla, da poznata vse te kraje, igrale sta se tam, vse sta poznale, kazale sta, tle sta že bile, vse jima je bilo znano, kot da sta bile včeraj tam. Naslednja nora čudna stvar je bila to, da sta začele pogrešati svoje stare igrače, in ko sta jih dobile, so jim bile popolnoma znane in domače, čeprav jih prej nista nikdar videle. Ta stvar je pa to, da so se na smrt bale avtomobilov, vsakič, ko je avtomobil pripeljal zraven, sta začele kričati, ojoj, dobil naj bo ne vem kaj. Nasploh sem ugotovila, da v vseh teh primerih nikdar ni tako, ker sem jih jaz preučila, da bi rekli otroci, ki se spominjajo, da so pozabili, ko so umrli, ali pa bila je samo tema, vedno se dejansko detajle spominjajo, kot da bi, če bi človek rekel, da verjamemo v to, kot da bi dejansko, takrat, ko bi umrli, bi še vedno odstranili, opazovali, kaj vse se je dogajalo, ker dejansko so se vseh detajlov smrti so se spomnili, ker se ne bi, če umreš. Kar se pa tiče nadaljevanja tega primera, je pa spet kot klasično, pač pri 5 letih sta več ali manj izgubile vse te spomine, in pri njima je tudi znano, da sta potem popolnoma normalno živela naprej. Tako kot večina teh otrok, ko zgubi spomine, nimajo posledic tega več v življenju, ker pozabijo in ni nobenih travmatičnih izkušenj in gre mimo. Ker mi da misel tako, a ni to creepy realno, če bi mi to kdaj imeli kot otroci, bi itak pozabili, ker kdo se spomne, kaj je govoril pri 4, 5 letih, 3 letih, pa tudi če bi se spomnil, zdaj kot ena, ne vem, jaz se ful čudnih stvari spomnim iz otroštva, pa se mi zdijo nepomembne, ker se zdijo tako oddaljene, pa mislim, tudi če bi mi to imeli, se ne spomniš, you get where I'm going, kids. Sem ugotovila iz vseh teh zgodb je, da se vedno ponavlja to, tudi pri tistem primeru nisem povedala, ko so ga ustrelili odzadaj v glavo onega učitelja, točno tam, kjer so ga ustrelili, je imel naprimer znamenje potem v naslednjem življenju. Nasploh se veliko dogaja to, da če je bil nekdo, ne vem, kruto umorjen ali pa na kakršenkoli način, je imel po naslednjem življenju potem tam neko zelo nenavadno znamenje ali pa celo bolečino, ali pa če je nekdo šepal v prejšnjem življenju, nekdo recimo se je reinkarniral kot njegov dedek prej, vnuka, spet ta dedek, recimo nista se sploh srečala v življenju, tako kot recimo moja babica je umrla tik pred mojim rojstvom, kot da bi se ona reinkarnirala vame, pač tak primer, ampak da je dedek takrat recimo šepal, zdaj pa šepal ta njegov reinkarniran jaz, you get it. Veliko vse te posledice, ki jih imajo potem ti ljudje, tudi spremljajo določeni strahovi, fobije, neka panika, naprimer, če umreš na motorju, se na smrt bojiš motorjev ali pa avtomobilov, če te izbijo. Pa sem jaz razmišljala, kako bedno bi bilo, če se kakšen res bad leader reinkarniral, kakšen Hitler ali pa kakšen
ali pa kakšen hud serijski morilc. V glavnem, to je več ali manj to za ta video, upam, da vam je bil všeč. Za naslednjič bomo glasovali na mojem Instagramu. To je pa to za danes. Kogar zanima karkoli, če spremljate glede snemanja vaše paranormalne zgodbe 2, ki bom snemala v studiu, bom rabila vašo pomoč, da greste z mano in da se spoznamo in da bomo cel dan skupaj preživeli. Več o tem bo na Instagramu. Tako da me prosim spremljajte tam, ker ne moram obveščati na vseh svojih kanalih, ker je vsega preveč pol. Zaenkrat bodo hvala, ki ste gledali, radi se imejte s Valenka, čau!